O, ne, 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 ne. Tega pa res ne bomo naredili. Naj to nikakor ne postane naša nova norma, pod nobenimi prekletimi pogoji. Demokratski muslimanski senator Zvezne države Virginija Sadam Aslan Salim je pravkar vložil senatni zakon 624, ki v državno zakonodajo uvaja definicijo islamofobije. Mislim, nisem vam rekla, da jih ne bi smeli izvoliti, ampak ko jih enkrat izvolite, bodo začeli sprejemati zakone in ti zakoni morda ne bodo tako dobri za vas, ljudje. Dodaja definicijo k statutom o napadu in pretepu, zlonamerni pristranskosti ali sovraštvu do islama ali muslimanov in velja tudi, če žrtev v resnici ni musliman, ampak je tako zaznana. Policiji nalaga, da te primere spremlja v državnem registru zločinov iz sovraštva. To v bistvu pomeni, da če imate vročo razpravo z muslimanom ali celo z nemuslimanom in pride do spora, lahko bi uporabili to definicijo islamofobije, da vas obtožijo zločina iz sovraštva, tudi če niste napadli osebe zaradi sovraštva do muslimanov ali islama. Naredili bodo vse, da zaščitijo celoto. Mi smo žrtve, ti si rasistka. Poglej, to je strah, to ni več teorija v tem trenutku. To je strategija stara toliko kot islam sam, ki v bistvu to tudi naredi. Če poskusiš karkoli reči proti komurkoli, ki se identificira z vero islamistov, potem si ti rasistka. Ti si problem. Ne govorimo o tem, da morda izpostavljaš zgolj preprosto, jasno statistiko. Ali pa se morda počutiš ogroženo, če vidiš nekoga, ki izgleda na določen način in se obnaša na določen način. Ne zato, ker si teoretičarka zarote, ampak ker si dejansko gledala, kako se resničnost dogaja v realnem času in veš vse o terorju in kaj se tam dogaja. Ne. Ti si problem. Ti si islamofobka. In ni pomembno, če se v resnici ni nič zgodilo. Če si jih naredila malce nelagodne, potem je to. Lahko te uničijo. In zato teh ljudi preprosto ne volimo, punce. Tako poskušajo kriminalizirati kritiko islama in ga zaščititi pred kritično presojo. Veste, ni nobenih posebnih izjem za krščanstvo ali budiste ali hindujce. Zakaj potem muslimani dobijo poseben status? Že imamo zakone proti napadom. Ne potrebujemo zaščite po vzoru zakonov o bogokletju, ki omejuje svobodo govora in prvi amandma. To je v resnici postopno uvajanje šeriata v Ameriki in bolje bi bilo, da se temu odločno upremo, preden se razširi. Ja, to je točno to. Točno tako. To dobesedno popolnoma opiše, zakaj gre. To je še en poskus teh ljudi, da najdejo način, kako omogočiti, da se njihov nadzor razširi. Zakaj? Ker so ugotovili, da obstajajo ljudje, kot so tisti, ki se upirajo, ki vidijo vse, kar se dogaja in to izpostavljajo. In tega nočejo. Nočejo, da bi bili vsi izpostavljeni resnici o njihovem načrtu za prevlado. In zato se še bolj oklepajo te neumne zgodbe o tem, da so žrtve rasizma, da nihče ne bi smel ničesar reči o njih, medtem ko še naprej poskušajo prevladovati. Dobra novica je, da Američanom dejansko veliko pomeni svoboda govora. Vprašanje pa je, ali jim bo svoboda govora pomembnejša od rasizma. Vem, kaj se je zgodilo v Združenem kraljestvu. To zagotovo ni res. Poglejmo, kaj je objavil Matrix Mixer. Virginija se pred našimi očmi islamizira. To je senatni predlog zakona štato 624 v Virginiji. Predstavljen prejšnji mesec, januarja 2026, strani državnega senatorja Sadama Ailenda Salima. Mislim, ugani, kateri veri pripada. Sadam Islam Salim. Preberimo. Redna seja 2026. Napad in pretep. Definicija islamofobije, kazen. Napad in pretep opredeljujeta islamofobijo v povezavi s kaznivim dejanjem napada in pretepa kot zlonamerno pristranskost ali sovraštvo usmerjeno proti islamu ali muslimanom. Kako noro je to, kaj ne? Torej je kaznivo dejanje napada kot fizičnega napada, zdaj ponovno opredeljeno kot zlonamerna pristranskost ali sovraštvo usmerjeno proti muslimanom. Ta definicija velja ne glede na to, ali je žrtev dejansko pripadnik islama, če je storilec žrtev napadel na podlagi domnevne pripadnosti tej veri. Torej, če bi nekoga videli in mislili, da je morda islamist in bi rekli kaj grdega, bi vas lahko šteli za napadalca. To je zabavno.
Predlog zakona tudi pojasnjuje, da versko prepričanje vključuje islam. Predlog zakona nalaga Državnemu uradu za policijo v posvetovanju z Uradom državnega tožilca in Uradom za raznolikost, enakost in vključenost, kakšno presenečenje, da v svoj osrednji register prijav sovražnih kaznivih dejanj vključi definicijo islamofobije iz predloga zakona. Kakšne popolne neumnosti! Toš nič nuš ne smisli. Demokratka, ki zastopa 37. okrožje, predlog zakona uradno vnaša definicijo islamofobije v zakone. Virginije o napadu in pretepu. Mimogrede, kakšno presenečenje, da je ta tip demokrat. Uporabne budale, kaj ne? Ja, samo dovolite jim, da pridejo in prevzamejo. Brez skrbi. Islamofobijo opredeljuje kot zlonamerno pristranskost ali sovraštvo do islama ali muslimanov. Vendar velja tudi, če domnevna žrtev ni muslimanka. No, ker nekdo trdi, da ste jih imeli za tarčo zaradi domnevne povezave z islamom. Sprašujem se, ali bi to delovalo tudi za Jude. Če je Jud, ki izgleda kot musliman, tarča islamista, kako potem to deluje? Ima kdo kakšno idejo? Mogoče islamisti dejansko poskušajo zaščititi stare Jude, ki izgledajo kot Arabci. Mogoče je to namen tega zakona, fantje. Zaznano. Zakon nalaga državnim policistom Virginije, generalnemu tožilcu in Uradu za raznolikost, enakost in vključenost, da spremljajo in beležijo te primere v sistemu za prijavo zločinov iz sovraštva. In moram trditi, da bi bilo to protiustavno. Da bi bilo označeno kot zločin iz sovraštva, bi morala obstajati fizična škoda ali škoda na lastnini. Izražanje mnenja je preprosto svoboda govora. In vse to se dogaja prav potem, ko je bila v Virginiji izvoljena muslimanska namestnica guvernerja Ghazla Hashmi, ki je pravkar prisegla na Koran. Ne bodite presenečeni, če bo šeriatsko pravo v naslednjih tednih postalo obvezno v zvezni državi Virginija. Ja, poglejte jih, poglejte njihovo prefinjenost. Volijo demokrata, ki sprejema zakone, nato pa izvolijo še nekoga v policijo, ki je prav tako na njihovi strani. In potem lahko zelo hitro prevzamejo oblast in vam ukradejo svobodo govora. In to je tisto, kar nameravajo storiti. Vsi moramo biti pozorni, ker to ni tisto, kar si želimo. To ni tisto, kar si želimo. Očitno je ironija vsega tega v tem, da če razumeš, kaj pomeni biti rasist, to pomeni, da nekoga izpostaviš zaradi njegove rase ali da si diskriminatoren do vere. Tukaj je tako, tukaj je zakon o diskriminaciji islamofobije. Želimo, da nas obravnavajo popolnoma drugače zaradi naše vere. Drugače na boljše, ne na slabše, ampak dajmo samo narediti vse bolj rasistične. Ja, briljantno, genialno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.